Torej, lepo pozdravljeni v tem popoldanskem dnevu, ki je namenjen okrogli mizi in sicer predstavitvi pedagoškega programa usposabljanja z naslovom, ki ga je omenil že Igor dopoldne, retorika od javnega nastopanja do kritičnega govorništva. Ta program bo v kratkem zaživel na Pedagoški fakulteti v Kopru in je zasnovan kot interdisciplinarni študij. In je novost na področju slovenskih visokošolskih programov. Zakaj? Zato, ker v duhu tradicije retoričnega izobraževanja, ki sega 2000 in več let nazaj, v duhu izobraževanja tako imenovanega govorca državljana, državljanke, skuša sistematično in celovito prispevati k oblikovanju učitelja, učiteljice, ki je seveda v svojem poklicu tudi javni govorec, javna govorka. Povedano drugače, učitelj, učiteljica v tem procesu ne usvaja le znanja in razvija spretnosti, temveč se oblikuje tudi v določeno osebnost na moralni, intelektualni in estetski ravni. Program z naborom vsebin in z didaktičnimi pristopi bodoče učitelje in učiteljice povsem odkrito vzgaja in izobražuje tudi za kritične govorke in govorce, ki bodo znali to vednost smiselno in didaktično ustrezno prenesti v pedagoški proces. S tem skušamo odgovoriti na množico kondenziranih in pogosto zgolj na praktične recepte usmerjenih usposabljanj s področja pedagoške komunikacije ali pa v pedagoških programih le posamično prisotne tovrstne predmete, ki zelo pogosto med seboj niso povezani in ki kot taki težko zadostijo procesnosti, ki je za formiranje govorca in govorke ključna tako na ravni širine njene vednosti kot praktičnih izkušenj. Preden na kratko orišem vsebinske podlage tega programa in o katerih bo govoril tudi Igor, ki je eden od soavtorjev, mi dovolite, da preberem odlomek, ki prihaja iz Ciceronove razprave o govorniku in je zelo, zelo stara in vas vabim, da vse posod tam, kjer se pojavi beseda govornik, v mislih to nadomestite z učiteljem ali učiteljico. Pravi takole Mark Tully Ciceron. Pravi govornik mora namreč raziskati, slišati, prebrati, pretresti, obdelati in preudariti vse, kar sestavlja človeško življenje, kolikor se v njem giblje in predstavlja snov, ki mu je na razpolago. Govorniška spretnost je ena izmed najvišjih vrlin in kolikor je večja njena moč, toliko bolj mora biti zavezana s poštenostjo in najodličnejšo modrostjo. Če bi govorniško preobilje predali v roke ljudem, ki teh vrlin nimajo, jih ne bi naredili za govornike, temveč bi norcem dali orožje. Vsi tisti, ki smo poslušali jutranji del, si lahko predstavljamo zlasti to zadnjo poveta, zelo plastično. Norci že imajo orodje. Da. Zdaj pa torej zelo kratek oris vsebinskih podlag tega programa in ki bo tvoril pravzaprav izhodišče našega današnjega pogovora. Osnovno jedro predstavljajo teme, ki tvorijo konceptualni okvir sodobne retorične discipline. To pomeni, da vsebujejo retorični sistem s historičnimi in didaktičnimi podlagami, ki ga dopolnjujejo sodobne teorije argumentacije, fiziologija govora in nebesedni vidiki govornega nastopanja ter opazovanje retorike v različnih kontekstih in obvladovanje različnih jezikovnih virov, orodij in metod za njeno analizo. To osnovo nadgrajujejo vsebine drugih strok, ki prečijo področja jezika, edukacije in javnega diskurza in bistveno prispevajo k
že prej omenjeni celoviti retorični izobrazbi. To so tematike, ki zadevajo na filozofijo oprto vzgojo za aktivno demokratično državljanstvo, potem k estetiki pisanja usmerjeno veščino oblikovanja besedil ter specialnimi sodobnimi znanji opremljeni forenzična analiza pisnih in govorjenih besedil ter kritična analiza medijev. Danes bomo tukaj sodelovali trije soavtorice programa in z gosti, ki jih bom predstavila, bomo poskušali odpreti neka temeljna vprašanja o sodobnem visokošolskem pedagoškem izobraževanju in seveda tudi profesionalnem razvoju učiteljev, ter pokazati, da je tak program, ki ga pripravljamo in ga bomo izvedli, aktualen in danes potreben. Z mano bodo torej profesor Igor Žažagar, ki mu bom rekla Igor, ker bo drugače malo nerodno, dolgoletni profesor retorike in argumentacije na Univerzi na Primorskem, profesor Tomaž Grošovnik, ki je profesor filozofije na Univerzi na Primorskem in je prav tako soavtor tega programa, profesor Damjan Štefanc, ki je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani profesor za didaktiko in kurikularne teorije, in pa profesorica Mojca Cestnik, ki je učiteljica slovenščine in retorike dolga leta na osnovni šoli Polzela. Sama se ukvarjam s preučevanjem retorike in njene pedagogike in vsakega od sodelujočih bom z uvodnim vprašanjem, izhodiščnim vprašanjem povabila, da v 5 minutah predstavi svoj pogled na vidike o aktualnosti tovrstnega visokošolskega izobraževanja in sicer od zelo konkretnih razlogov ob nastanku programa pa do širših implikacij, ki jih ima lahko tak program za pedagoško izobraževanje. Hkrati vabim tudi vse, ki ste prisotni preko platforme Zoom. Če imate kakšno vprašanje, bi želeli kaj pokomentirati, zapišite to v komentar v razpravnem delu, ko bodo kolegice in kolegi zaključili, pa lahko seveda tudi dobite neposredno besedo. Tako. Igor, začel boš ti. Mnogo tovrstnih programov si že pripravil, mnogokrat si že izvedel kurze v najrazličnejših kontekstih. Ali se tebi zdi, da je tak program danes anahronizem, oziroma kako je sploh prišlo do tega, da se mi pogovarjamo danes o tem programu? Izvedel sem kurze v različnih kontekstih. Da, od elektrostrojnih, saj veš, kje so vse hodila. Ja, no, to so le bili univerzitetno potrjeni programi, ki so vse v osnovi imeli podobne izhodišča, kot jih ima zdaj ta v celoti specialistični program. Bili so pa seveda omejeni s časom, en semester, nažalost so v bolonjskem sistemu vse stvari potekajo en semester. To se meni zdi ena ključnih pomanjkljivosti, glede na to, da sem predaval še v prejšnjem sistemu, ko smo imeli retoriko celo leto, 2 semestra in je bilo mogoče marsikaj narediti. Skratka, anahronističen. Nikakor ne, čeprav ne v isti sapi povem, da tukaj smo se seveda trudili izhajati iz osnov retorike, antičnih osnov retorike. Zdaj, ti si tule prebrala Ciceronov malce nabuhli citat, ampak rečemo, pojmo nazaj v staro Grčijo. Namen tega programa je enak, kot je bil namen retorike v stari Grčiji. Usposobiti državljana za kritično mišljenje in delovanje v javnosti. Na sodišču, v vojski, na volitvah. Zdaj, v čem je tukaj razlika glede na današnjo situacijo? Zdaj, bom povedal tako rekoč en topos, ki ga vedno povem, moj tako rekoč lasten topos. Vsi, ki poznajo približno situacijo v Sloveniji in jih retorika zanima, vejo, potrebno je samo unesti šola retorike v Google, in bodo dobili množico šole retorike. Kdorkoli ima 5 minut časa, uči retoriko. Razni verski redovi imajo svoje kurze retorike. Kdorkoli ni končal
rednega študija meni, da lahko uči retoriko. In tovrstni kurzi, ki trajajo lahko od 3-4 ur, v katerih vas bodo tisti, ki te kurze ponujajo, naučili, citiram, osnov logike, retorike in argumentacije v 4 urah. Vsi te kurzi v glavnem temeljijo na tem, kako pravilno govoriti, kako artikulirati, kako dihati, kako odpraviti tremo, skratka na stvareh, ki so recimo temu drugotnega pomena. Drugotnega pomena v smislu, da je to, ali imaš tremo, ali znaš pravilno artikulirati, ali imaš probleme z dihanjem, ali imaš probleme z izgovorjavo, ta problem v resnici nastopi šele potem, ko ti imaš kaj zapovedati. Skratka, tem sodobnim večurnim šolam retorike manjka predvsem ta vsebinski del. Temeljijo na všečnosti. Če te nekdo vpraša, da boš hitro znal odgovoriti, da ne boš jeclov, da si ne boš delal sramote, nekaj podobnega, vsebine pa tukaj zanemarjena. In že sama si omenila, kaj ta program vsebuje in to se meni zdi bistveno, rečemo temu klasična retorika za, se to zdaj zveni pa tako malo nepoceni, 20. in 21. stoletje. Kaj to pomeni? Tukaj so seveda klasične vsebine, kot je to retorična tehnika, govorne vaje, predvaje, različne teorije argumentacije, ampak ravno zaradi tega, ker se govori v svetu, torej živimo v svetu 21. stoletja, so tukaj v programu neke neretorične vsebine, ki pa se zdijo bistvene za analizo današnjega življenja, današnjega sveta, za kritičen pogled na svet, v katerem živimo, in to so, če še enkrat naštejem. Jaz bi tudi kreativno pisanje v to vnesel. Vedno pogosteje se srečujemo s tem, da študentje, mlajši odrasli imajo težave s pisanjem. Potem imamo tukaj kritično analizo medijev. Današnji svet je, Bog pomagaj, hočemo ali ne, je medijski svet. Ta predmet ponuja orodja za to analizo. Blizu temu je forenzična analiza besedil oziroma govorov, za tiste, ki morda ne vejo ali dvomijo, kaj bi to bilo. Tukaj gre za tehnike in metode odkrivanja glasov drugih in drugosti v besedilu, ki se ga obravnava. In nenazadnje, morda se to zdi malce preveč akademsko ali pa težavno, korpusna analiza. Korpusna analiza je v resnici korpusna analiza besedil, lahko tudi govorov, seveda, ki so napisani, ampak zaenkrat korpusna analiza temelji na napisanih besedilih. Zelo hitro iz inflacije tekstov, s katerimi smo danes soočeni, se s pomočjo korpusne analize pride do tistega analize, ki nam pokaže, o čem to besedilo govori, kateri izrazi prevladujejo. Če tukaj vključimo še analizo emocij in podobnih stvari, imamo tukaj prvovrstno orodje za analizo govora, za analizo sveta in za kritičen pogled na te stvari. To mislim, da bi bilo to. Hvala lepa. Tomaž, nadaljujem s teboj. Torej, z Igorjem sva nekako skicirala, o čem pravzaprav govorimo, ko govorimo o tem programu. Kako se to vpenja v programe, izobraževalne programe Pedagoške fakultete v Kopru, kako jih osmišljuje, kako jih morda postavlja v kakšno drugo luč in kakšen pomen ima to za oblikovanje bodočih učiteljev in učiteljic na Pedagoški fakulteti v Kopru. Ja, upam, da se zdaj lahko slišimo, da me lepo slišite. Ja, kimate, Igor kima, no me veseli. Vnovič pozdravljeni z moje strani. Zdaj Pedagoška fakulteta v Kopru ponuja na prvi stopnji več študijskih programov, in sicer 5. Predšolsko vzgojo, razredni pouk, pedagogiko, socialno pedagogiko in potem vizualno oblikovanje. Zdaj nekako, če na čisto zelo konkretne načine povem, kako se tako izobraževanje za retoriko vpenja
v obstoječe programe, je pravzaprav navezava na to govorništvo kot formiranje osebnosti, kar sta oba že omenjala, in sicer čisto na ta način. Poglejte, vsak študijski program, domala vsak učni načrt ima med svojimi kompetencami predvideno bodisi kritično mišljenje, bodisi refleksijo lastnega profesionalnega razvoja, najpogosteje pa kar to oboje hkrati. In vsega tega seveda ni brez nekih humanističnih veščin, kritičnega mišljenja, analize, ki jih ponuja ravno tak program retorike. Tako da čisto že na tej formalni ravni nagovarja takšno izobraževanje že obstoječe študijske programe, in ne bi rekel, da jih samo plemeniti, ne, plemeniti pravzaprav predstavlja ogrodje, osnovno okostje vseh teh poklicev. In to je, kar se tiče tako, bomo rekli, na nek način formalnosti, na drugi strani pa seveda tudi ne samo formalnosti, kajti jasno je, da je učitelj, vzgojitelj, socialni pedagog, definitivno javni uslužbenec, in kdo bo pa aktivni državljan, če ne ravno javni uslužbenec. Tako da te veščine samorefleksije, potem kritičnega mišljenja so seveda jedrne za tak profil človeka. To je ena stvar. Je tukaj tudi še neka druga, zelo konkretna stvar, nič kaj oddaljena, ne samo neka, bom rekel, ne da bi jo podcenjeval ali kakorkoli, ampak ne gre samo za neko formiranje subjektivitete, ampak gre v resnici pri govorništvu za osnovno veščino vsakega vzgojitelja in vzgojiteljice, ter tudi učitelja že na razredni stopnji potem osnovne šole. Zakaj? Je zaradi tega, ker je pogovor ena prva metoda poučevanja. Glejte, sam se kot filozof ukvarjam z zastavljanjem vprašanj. In mislim, da je to mogoče neka tematika, ki včasih malo premalo pozornosti posvečamo. No, retorika je odličen primer, da je začnemo posvečati več pozornosti, pa ne samo kot retoričnim vprašanjem, ampak vprašanjem, vloga vprašanja v pogovoru. In seveda vprašanje ima centralno vlogo v samem pedagoškem procesu, in ni pa, raziskave pa kažejo, da so učitelji in vzgojitelji velikokrat slabi spraševalci. In tukaj neposredno lahko izboljšamo njihovo kvaliteto učenja, njihovo kvaliteto poučevanja ravno z opozarjanjem na moderiranje pogovora. Recimo sokratskega dialoga kot eni izmed osnovnih oblik aktivnega poučevanja. Danes vsi govorimo na študenta ali pa na učenca osredinjenem izobraževanju in poučevanju, student-centered learning. In to je v resnici tako, kot neka novost, ampak to ni nobena novost. To je jedro humanistične tradicije, pravzaprav od Sokrata že naprej. Tako da tu v resnici ne gre samo za neko aplikacijo nečesa, kar je že bilo pa zdaj v nove oblike, to damo, gre v resnici za neko nujno rehabilitacijo osnove pedagoškega poklica. Tako da, evo, preprosto odgovor, ja, vodenje pogovora kot osnovnega instrumenta poučevanja je tisto, kar lahko tak program ponudi pedagoškim profilom. In kot rečeno, to ni ne samo plemenitenje, to ni ne nek tak opcijski dodatek, ampak je jedro teh študijskih programov. No, in tukaj bi dodal še tole, kar sem v resnici že v uvodnem nagovoru povedal, in to mislim, da je res izjemno pomembno,
in bo čedalje bolj pomembno tudi postajalo. Glejte, danes lahko algoritmi počnejo marsikaj bistveno bolje kot človek, v resnici. V resnici lahko izkaže se, da so bolj objektivni pri ocenjevanju. Izkaže se, da je dostopnost, če imamo mi te platforme za recimo učenje, tako, neko rutinsko učenje tujih jezikov ali kaj takega, te platforme dosežejo bistveno večje število učencev, bistveno bolj se jim lahko prilagodijo njihovim razvojnim stopnjam, primerno tudi ocenijo, objektivno ocenijo njihove razvojne stopnje, kadarkoli so na voljo, časovna dostopnost je večja, socialna enakost pravzaprav na nek način, zaradi tega, ker omogočajo dostop komorkoli od kjerkoli, tako skoraj da, vsakemu, ki ima pametni telefon in spletno povezavo. In z tem, digitalizacija, vse, ko je Slovenija začela predsedovati Svetu Evropske unije, je bil en velik, hkrati otvoritev tega digitalnega središča Slovenije v BTC-ju. In ta digitalizacija je nezadržen proces in na šolstvo definitivno bo posegel. In pravzaprav, če tako pomislimo, je se kaj pa bo drugega preostalo učitelju, kot ravno ta pogovor z drugim, z soljudmi. To bo pravzaprav jedrna veščina, pa mogoče kakšna umetniška ustvarjalnost, to tudi. To bodo pravzaprav te veščine, ki bodo čedalje pomembnejše postajale za učitelje in vzgojitelje, ker druge reči bodo lahko stroji upravljali v resnici bolje kot jih ljudje, ali pa vsaj tendenca je v to smer, saj se vsi zavedamo, da so tu zelo velike nevarnosti in tako naprej, o tem mogoče na kateri drugo leto na simpoziju našem. No, tako da zato mislim, da je retorika ne samo pomembna, ampak pravzaprav tista ključna disciplina, ki bo čedalje pomembnejša za slehernega vzgojitelja, učitelja in pedagoga. Hvala lepa, Tomaž, za tole zelo slikovito predstavitev, kako vidiš stvari. Vabim, da še v razpravi kaj dodaš. Sedaj bi pa povabila k besedi profesorja Damjana Štefanca. Damjan, se bova tikala, zato da se nam ne bo jezik po nepotrebnem zapletal. Jaz sem prej omenila, in tukaj moramo biti pošteni, pedagoški programi, ki izobražujejo učitelje, vsebujejo vsebine, predmete, ki ponujajo to vrstno vednost, veščine. Če izhajamo iz neke vizije, kakšnega učitelja želimo po koncu pedagoškega izobraževanja, bi moje vprašanje tebi merilo v to smer. Kako vidiš ti, ali vidiš pomembnost celovitega in sistematičnega pristopa, se pravi v obliki programa, ne samo sporadičnih predmetov, ampak v obliki nekega celovitega programa, ki sooblikuje bodočega učitelja, učiteljico in seveda opremlja že prakticirajočega učitelja, učiteljico. Ja, Janja, hvala za besedo. Lep pozdrav tudi z moje strani vsem na okrogli mizi in tistim, ki nas poslušajo od blizu in daleč. Jaz bi prišel seveda v izhodišču, najbrž je samoumevno na nek način, da je odgovor na tvoje vprašanje da. Zdi se mi zelo pomembno, da se delajo koraki v to smer. Mogoče bi lahko rekli, da je že samo v bistvu vprašanje, ali je za učitelje pomembna, dajmo temu reči, retorična izobrazba in tudi čist, bi rekel, pragmatična spretnost, da je že samo to vprašanje po svoje retorično vprašanje. Bi pa poskušal na nek način vzpostaviti nek kontekst, znotraj katerega bo mogoče postalo bolj razumljivo, zakaj se mi zdi to tako zelo pomembno
pomembno se mi zdi tudi ne samo to, da bi bili bodoči učitelji deležni kakovostne retorične izobrazbe, zdi se mi zelo pomembno tudi to, da bi takšno izobraževanje in takšna izobrazba bila na nek način sestavni del širših kurikularnih in didaktičnih premislekov, ker se mi zdi, da bo v prihodnje prav ta, bi rekel, moment retorike vse bolj pomemben. Sej konec koncev pomemben je že skozi. Jaz se strinjam seveda s tem, da na nek način učitelj je v osnovi govorec. Ko rečem govorec, imam v mislih, da je pač učitelj misleči subjekt, torej nekdo, ki je najprej zmožen nekega kompleksnega mišljenja, ob tem pa seveda tudi pretvarjanja tega mišljenja v dejanje ali pa v dejanja. Dejanje, ki se manifestira vsaj na dveh ravneh zame. To je po eni strani kot neko artikulirano izražanje v govorni obliki, kjer sta seveda pomembni tako forma kot vsebina tega, kar učitelj pove, po drugi strani pa tudi kot neko angažirano izražanje v širšem pomenu te besede, s čimer imam v mislih torej dejanja, s katerimi poskuša govoriti, s tem, kar izraža in kot izraža, tudi učinkovati na nek način na svet okrog sebe, na druge ljudi, ne nazadnje tudi nase. Se mi zdi, da je pomemben nek ta mogoče nekoliko kompleksnejši uvid in dejansko mislim, da ni odveč, če še enkrat poudarimo to, kar mislim, da si že Igor na začetku poudaril, retorika ni zgolj, ne vem, v tem smislu gola forma ali pa obvladovanje neke gole spretnosti brez kakršnekoli vsebinske podlage. To bi lahko bilo, se mi zdi, sploh v tem kontekstu, v katerem se zdaj pogovarjamo, zelo nevarno. Zdaj, šola seveda je institucija, izobraževanje v šoli je proces, ki bi rekel, je takšna retorična dejavnost imanentna v tem širokem pogledu. Učiteljeva pedagoška in tudi didaktična verodostojnost lahko najbrž rečemo stoji in pade z njegovo retorično zmožnostjo in usposobljenostjo. Najbrž velja to za vse ključne naloge šole, tako za neposredno poučevalno, kot tudi za vzgojno nalogo. Od učitelja pričakujemo, da bo kot subjekt vednosti znal to vednost artikulirati, jo učencem izraziti, pri čemer mora se seveda slediti načelom objektivnosti, kritičnosti, pluralnosti. Zavezan je, če se izrazim mogoče malo naivno, zavezan je izrekanju resnice. Ta predpostavka tu je, da resnico pozna, da jo razume in, kar je v kontekstu retorike najbrž še posebej relevantno, da jo zna torej tudi ustrezno izraziti. Spet bom rekel, tako vsebinsko kot na ravni forme. Zdaj, hkrati od učitelja pričakujemo, da bo na učence tudi vzgojno učinkoval. Če se izrazim zdaj nekoliko arhaično, mogoče herbartovsko, tega ne slišimo več tako zelo radi danes, toliko let potem, ko Herbart ni več popularen, ampak če se izrazim dejansko nekoliko herbartovsko, pričakujemo, da bo učitelj oblikoval učenčev značaj, karakter, da bo prispeval torej k realizaciji tistega, kar so neohumanisti poimenovali Bildung. In tu je pomembno razumeti, da prav mehanizmi neposrednega poučevanja, tudi retorični, ki sem jih prej omenjal, da torej sam ta akt poučevanja že proizvaja tudi vzgojne učinke. In prepričljivo govorno izražanje, izrekanje resnice, zato ni pomembno samo z vidika učinkovitega prenosa vednosti, ampak je pomembno zlasti z vidika oblikovanja posameznikovega značaja, torej tistega, kar človeku ostane, potem, ko pozabi mnogo tega, kar je v šoli nekoč slišal, pa moral znati. In tu se mi zdi, da ima retorika izjemno pomembno vlogo. Pogosto rečemo, da bi morala šola vzgajati človeka, ki je kritičen, ga naučiti, da misli s svojo glavo in tako naprej. Ampak kaj drugega je kritičen posameznik, če ne posameznik, ki ni ujetnik svojih nenadzorovanih, begajočih, razpršenih misli, ampak
svoje mišljenje in posledično izražanje obvladuje, jih ima na vajetih, če hočete. In sam retoriko razumem kot nekaj, kar nam lahko da v roke takšne vajeti. Če želimo učence naučiti misliti svojo glavo, potem je najbrž ključno naučiti jih argumentacije, logičnega sklepanja, iskanja spodrsljajev v argumentiranju in sklepanju in tako naprej. In če še kaj velja pedagoška mantra o tem, da vzgajamo tudi z lastnim zgledom, potem je sklep, da potrebujemo dobro retorično usposobljene učitelje, skoraj da samoumeven. Če zaključim, sploh zaradi tega, ker živimo v času, ki je z retoričnega vidika vse bolj zahteven. Živimo namreč v času, kjer je vse težje potegniti ločnico med episteme in doksom. Živimo hkrati v času, kjer se zdi, da so vse bolj zabrisane meje med resnico in njenim videzom, ker se v bistvu na brisanju teh meja gradijo tudi globalne in lokalne politike. Jaz na laž danes malo, bi rekel, provociram s tem iskanjem in izrekanjem resnice. Vem, da je to teren, ki je precej kompleksen, ampak jaz mislim, da prav danes je treba zelo jasno povedati, ja, živimo v času, kjer pravzaprav vse težje ločimo med resnico in zgolj njenim videzom. In čeprav seveda je res, da v svetu od nekdaj poteka ta igra, kjer se pač interesi posameznih političnih, ekonomskih, podobnih skupin uveljavljajo tudi skozi brisanje takšnih meja, je danes seveda problem toliko večji, ker razvijamo in imamo na voljo sofisticirano tehnologijo, zaradi katere se bomo v prihodnje vse težje lahko zanašali na naše čutne zaznave. Vse težje bomo ločevali med kredibilnimi informacijami in tako imenovanim fake news. Vse težje bomo prepoznavali računalniško generirane podobe in vse lažje bomo v bistvu postajali ujetniki tehnološko podprtih manipulacij. In zdi se mi, in to je zdaj, če zaključim, moj odgovor, zakaj se mi zdi tako zelo pomembno, da nastaja nek tak program v tem prostoru, ker se mi zdi, da bi morali v prihodnje staviti prav na retoriko, kot eno od tistih področij humanistike, ki ponuja načela in orodja za človekovo suvereno in kritično mišljenje in pa delovanje. Hvala lepa. Če lahko samo malce povzamem, torej kot učiteljica moram biti prvi zgled govorke svojim učencem in na tem mestu toplo pozdravljam kolegica Mojco Cestnik, ki ima zelo bogate izkušnje s poučevanjem retorike učencev in ki ti zelo aktivno deluješ tudi v vašem kolektivu pri upeljevanju razmisleka o pomenu tovrstnih obvladovanja, tovrstnih veščin in uporabe. Zato te prosim, da pravzaprav predstaviš svoj pogled, kako je to pomembno zate, za tvojo pedagoško prakso. Ja. Najprej bi rekla, da sem navdušena nad tem, kar sta povedala dr. Krošovnik in dr. Štefanec, zato ker dejansko vse to, kar sta povedala, kakšnega učitelja potrebujemo in kakšne veščine učitelj potrebuje, ja, to res potrebujemo. Seveda se pa postavlja vprašanje, ali to imamo, ali to znamo. Zdaj, konkretno, v tem trenutku, s temi otroki, ki jih učimo, o tem nenehno razmišljam tudi kot učiteljica, prihajam z osnovne šole Polzela, učim slovenščino in kot učiteljica slovenščine učim že več kot 20 let, kot učiteljica retorike pa skoraj 20 let. In sicer na šoli, kjer smo znani po tem, da izjemno dobro sodelujemo po vertikali. Torej vsi učitelji od 1. do 9. razreda si strokovno in z veliko mero zaupanja pomagamo, sodelujemo pri vzgoji in poučevanju otrok. In zato, ker zelo veliko delam z učitelji po vertikali, sem dobila dober vpogled v to, kako uresničujemo cilje po vertikali od 1. do 9. razreda, torej v procesu poučevanja tega otroka in kako se povezujejo tudi predmetna področja. No, učni načrti leta 1998, takrat zelo novi učni načrti so prinesli
veliko novost, najprej pri poučevanju slovenščine, da poučujemo 4 sporazumevalne dejavnosti. Ena od njih je torej govorno nastopanje, govorjenje, razvijamo govorjenje. Potem, in ko smo učiteljice začele torej sodelovati, kako bomo zdaj to delali, smo ugotovili, da je razvoj govorne zmožnosti vpeljan v vse učne načrte, torej skoraj vse, ne? Torej vsi učni načrti pri različnih predmetih so imeli tudi cilj, da razvijajo govorno zmožnost učenca. Seveda se je potem postavilo takoj vprašanje, ali smo usposobljeni za to. Nismo bili. Ne, tudi slučajno ne, torej učni načrti ti nekaj prinesejo, ti pa nimaš te zmožnosti. Potem sem se recimo udeležila številnih šol retorike, ne, o katerih je prej Igor govoril, pa izobraževanj. Največ izobraževanj sem dobila na pedagoškem, največ izobrazbe sem dobila na Pedagoškem inštitutu. In ko sem zdaj, torej po skoraj 30, več kot 20 letih, odkar smo začeli ta znanja, te zmožnosti sistematično razvijati pri otrocih, ko sem zdaj spraševala svoje mlajše kolegice, ki so prišle z pedagoških fakultet Ljubljana, Maribor, Koper in Filozofske fakultete, ali težne sistematičnega izobraževanja, kako govorno nastopati kot učiteljica in kako razvijati to govorno zmožnost pri učencih, so rekle, da ne. Imeli so sicer na fakulteti izbirni predmet retorika, vendar se ga nobena od njih ni udeležila. Kar pomeni, da ja, učitelji nujno potrebujemo, torej deležni smo znanja, kaj naj učimo. Torej snov dobro poznamo, deležni smo didaktičnih znanj, vendar pa potrebujemo to znanje, sistematično izobraževanje, kako naj govorni nastopamo, ker si je prej omenila, najprej učimo z zgledom in kako naj vzgajamo otroka govorca, o čemer je bil že zdaj govor. To se mi zdi ena taka zelo pomemben manko, ki ga čutimo v šoli. In recimo, ko sem prebirala Quintiliana, sem zelo presenečena ugotovila, kako je njegov fokus usmerjen v učitelja. Kaj mora učitelj znati, kako mora biti izobražen, kaj vse mora obvladati in kako mora vzgajati otroka govorca, skozi govorniške veščine tudi vzgaja. In recimo on pravi, da je veliko bolje, če pride učenec takoj v stik z najboljšimi, saj je silno težko odstraniti napake, potem ko se enkrat ukoreninijo. Torej, menim, da bi morali biti učitelji deležni te sistematične vzgoje govornega govorništva, govorca. Rekli so, stari Grki so rekli, da se pesnik rodi, govorec pa naredi. Torej, bi se morali nekako narediti v tem procesu, da bi ta proces moral biti ne samo tako parcialni določeni predmeti, ampak bi moral biti vključen v nek študijski proces. Kaj pa zdaj, ker to ne bo nastalo kar čez noč, zdaj se tu pogovarjamo o nekem programu, ki je zelo aktualen, kaj pa lahko naredimo? Mislim, da lahko na šoli zelo veliko naredi učitelj retorike. Tu lahko iz svojih izkušenj izhajam. V učnem načrtu za retoriko je namreč glavni cilj, v tem novem učnem načrtu za retoriko je glavni cilj vzgoja govorca. Na osnovni šolski ravni vzgoja govorca, torej osnovna šola naj si postavi cilj, kako bo vzgajala otroka v teh 9 letih, kako bo vzgajala govorca sistematično. In tu lahko učitelj retorike zelo pomaga, če dela po vertikali, torej spoznavajo govorčeva opravila, potem prvine izvedbe govora, nebesedne komunikacije, nebesedne vidike govornega nastopa in pa seveda to, kar sta moja predhodnika že govorila, razvoj kritičnega mišljenja. Namreč, ko sem šla pregledovati učne načrte, sem pri 7 učnih načrtih našla cilje, da učenci argumentirajo, navajajo učinkovite, točne, dobro podprte sklepe, kritično vrednoti vire. Vse to lahko
nekako pomaga uresničevati tudi učitelj retorike na šoli. Ne? In tako da, ja, če tako zdaj strnem, ne, mislim, da učitelji res potrebujemo ta program, o katerem zdaj govorimo, da je zelo aktualen in da velja vpeljati to sistematično poučevanje pedagoškega govora, kritičnega mišljenja učiteljev, do takrat, dokler pa tega na šoli še ne bo, pa spodbujati učitelje retorike, da pomagajo pri tej vzgoji govorca po celotni vertikali. Hvala lepa. A smem? Izvoli. Prejle sem omenila nekaj zelo zanimivega, da mlajše kolegice, ki so prišle z pedagoških fakultet, so imele na razpolago izbirni predmet retorika, pa ga niso vpisale. A vemo zakaj? Skratka, ni se jim zdelo pomembno. To je odvisno tudi od tega, kako fakulteta predstavlja svoje predmete. Lahko da tam preprosto so, niso primerno predstavljeni, osmišljeni in podobno. Morda povem samo še tole, da smo danes imeli namen gostiti tudi kolegico, ki je tudi soavtorica programa, doktorico Nino Žavbi, ki prihaja z AGRFT-ja. Žal zaradi službenih obveznosti ni mogla prisostvovati, tudi v takšni obliki ne. Je pa bila njena naloga pravzaprav, da predstavi ta moment pravzaprav v retoričnem izobraževanju, ki je vezan na govor, govorico in telo. Tudi to je nek segment, zlasti v izobraževanju, ki je precej podhranjen v smislu resne obravnave. Ta telesna komponenta javnega prepričevanja, opazovanja tega in tako naprej, je imela v starih časih zelo, zelo pomembno vlogo. Mi smo danes tole nekako premaknjeni v območje tehnologij in tako naprej in ne razmišljamo več toliko o tem, je pa to zelo pomembno, tako da žal je ne moramo tukaj imeti. Zdaj, jaz bi predlagala, da odpremo razpravo. Mi smo povedali veliko, natresli svoje poglede in vabim vse, ki bi želeli kaj povedati na to temo, da se nam oglasite, bolj kot je bilo to zjutraj. Zjutraj smo bili bolj komorni, tako da prijazno povabljeni k besedi, vprašanjem. Ja, ti si pokosila. Izvolite. Kakšna radost. Jaz bi samo tukaj dodal, da se zelo strinjam s tem, da bi bilo dobro, da bi bili učitelji razrednega pouka res bolj izobraženi v tem, kako govoriti, kaj govoriti, na kakšen način govoriti. Tudi sam sem zaključil študij razrednega pouka. Se pa tukaj pojavi še en problem, ko ste omenili izbirnost predmeta, naprimer retorika in argumentacija. Jaz ne razumem študentov, ki tega predmeta ne bi izbrali, če bi ga imeli na voljo. Res, je pa problem to, da ga vsi ne morejo izbrati, ker odkar se ponuja angleščina oziroma angleški modul, da učitelji razrednega pouka obenem postanejo tudi učitelji angleščine za razredno stopnjo. Tisti, ki ta modul izberejo, v bistvu nimajo na voljo izbire ostalih izbirnih predmetov sploh tekom celega študija, tako dodiplomskega in podiplomskega. In naprimer v naši generaciji je to polovico študentov že takoj odpadlo, ki bi sploh imeli neko izbirnost v katerikoli smeri. In zato, ker pač je dobro, da bi bili študenti iz tega področja retorike mogoče res bolj izobraženi, bi bilo mogoče smiselno, to je bolj dolgoročen postopek, premisliti tudi o spremembi predmetnika nasploh, da bi bil to mogoče kot nek, ne bom rekel, ja, mogoče celo obvezni predmet ali pa da bi se nekako predrugačilo to, da bi res imeli vsi možnost to izbrati. Ali vsi, da bi vsi mogli to izbrati, ali pa da bi lahko izbrali vsi, ki bi to želeli, pa zdaj ne morejo. Zdaj ste odprli zanimivo, a delikatno temo. Kdaj ste to diplomirali? Aha, namreč ta predmet je bil obvezni predmet. Pa zadnje 4-5 let ni več, ne?
Zdaj, za razloge bi bilo treba povprašati koga drugega, kot sem sam, ampak zdaj je seveda ta problem, ki ste ga navedli. Ko je pa to bil obvezni predmet, je pa seveda bilo študentov, predvsem študentk, no, je treba priznati, moški kolegi so bili zelo redka izjema, recimo 50 študentk, en študent, 2 študenta. Skratka, takrat sem imel takšno publiko, 50-60. Zdaj je pa, ja, zdaj jih je občutno manj, mogoče tudi zaradi tega, ker ste omenili, za ta moment nisem vedel, ampak očitno se je na neki stopni, to je zdaj zadnja, se ti spomniš koliko, Janja? 4-5 let. Mogoče, ja. Ja, kaj tacga, ko je to samo izbirni predmet in to se seveda potem pozna, ne? Za razloge pa nažalost ne vem, ne? Bi pa, ja, se ne bi mogel bolj strinjati z vami, ne, kot... Imamo morda kakšen komentar v četu ali si morda preko platforme želi kdo kakšno besedo, komentar, pripombo, kritiko. Izvoli, Tomaž. Ja, bi jaz, če smem, tudi eno na takšno tehnično stvar opozoril, ne, in sicer opozoril bi mogoče na tole reč, ne, ker se mi zdi, da je tukaj retorika v podobni vlogi kot tudi filozofija, ne. Po eni strani je tako, da je ni, se ne ponuja, obstaja kot predmet izbiran, pa se velikokrat ne ponuja, zaradi tega, ker konec koncev pomislimo, tudi ni ustreznih učiteljev, ne, ki bi lahko tak predmet sploh prevzeli in poučevali, ne. Na drugi strani pa potem teh učiteljev pa ni, zato ker ta predmet ni ponujen, ne. Se pravi, dostikrat se čisto ne na tej, bom rekel, organizacijski ravni tako vrtijo stvari v nekem začaranem krogu, ne, ki ga niti potreba po takem profilu in po takih veščinah ne uspe presekati, ne. Potreba je, ne, ampak vsi to vidimo, vsi to prepoznavamo, ne, ampak ta začaran krog poprijet presekati je pa zaradi navedenega se mi zdi uganka. To sem hotel izpostaviti, pa potem imam pa še en komentar, no. Ampak bom pa z njim počakal, da ne bom pa preveč govoril, no, saj ni namen, ne, učitelja govorništva, tudi ne v tem, da samo on govori, ne. Jaz bi mogoče, če smem odgovoriti na to tvojo, zdajle, kar si pripeljala, ne, filozofija in retorika. Kar zadeva obstoječe programe, ne, jaz vidim rešitev v modularnosti. Se pravi, da ima pedagoški program nek humanističen modul, ker najbolj smiselno je, da vi vzamete retoriko in filozofijo, ne samo retorike in ne samo filozofije. Tu potem... Ja, to je nekaj, o čemer je gospa dekanja zjutraj govorila, se pravi trivi, stari trivi. Ker samo tako pravzaprav osmislite govorico, če jo slišite skupaj s filozofijo. Damjan, te lahko še samo nekaj pobaram, takole daleč v Ljubljano. Kako zavzeti so vaši študenti, recimo, kadar gre za vprašanja postavljanja standarda pedagoškega govora? Recimo, da rečemo, da je retorično izobražen učitelj tisti, ki postavlja standarde govora, v učilnici, v kolektivu in podobno. Kako zavzeti so današnji bodoči učitelji in učiteljice za to? Ja, zdaj na nek način bi rekel, mi postavljaš vprašanje, na katerega ne morem z enim odgovorom, mislim, ne morem skratka dati definitivnega odgovora na to vprašanje, zaradi tega, ker je seveda študentov veliko in med njimi so seveda tudi taki, pri katerih je mogoče opaziti, da imajo afiniteto, do retorike. Pri nekaterih pač je mogoče ravno tako opaziti, da je nimajo in je najbrž nikoli
ne bodo imeli. Ampak jaz mislim, da je težava tudi tu nekoliko širša, pravzaprav zaznavam, bi rekel, podobne probleme, kot ste jih do sedaj omenjali tudi v kontekstu Univerze na Primorskem. Mi bi si morali dejansko v tem našem prostoru tudi zastaviti pač eno, pa po mojem mnenju, zelo preprosto vprašanje. Kako si sploh predstavljamo, bi rekel, neko temeljno humanistično izobrazbo učitelja, in to ne glede na to, kateri učni predmet ta učitelj poučuje. In potem take, mislim, če bi si to vprašanje zastavili in ga poskušali nekoliko reflektirati, bi morda celo prišli do spoznanja ali pa do ugotovitve, da bi potrebovali bistveno večji poudarek na neki malo bolj sistematičnem retoričnem izobraževanju. Jaz mislim, da je pogoj za to tudi seveda neka, bi rekel, večja, kaj ne rečemo, osveščenost ali pa znanje tudi tistih, ki poučujemo učitelje o tem, da je to področje seveda pomembno, da so ta znanja pomembna. Predvsem pa se mi zdi, da na nek način tudi izobraževanje učiteljev in pa nasploh pedagoško izobraževanje se mi zdi v zadnjih desetletjih vse bolj drsi v neko, kako bi rekel, da ne bom preveč krivičen. Zdi se mi, da v ospredje prihajajo nekoliko bolj tehnicistična vprašanja, torej ne vem, kako operativizirati učne cilje, kako, ne vem, neko tehniko izvajati, kako, skratka, vprašanja, ki seveda so pomembna, da ne bo pomote. Vsak učitelj mora tudi to znati, ampak zdi se mi, da zaradi tega, ker smo jih tako zelo postavili v ospredje, vi veste, da smo mi porabili praktično cela 90. leta, zato da smo vse učitelje prepričali, kako zelo pomembno je ciljno načrtovanje pouka in kako zelo pomembno je drobencljanje ciljev od učnih načrtov do učnih priprav, pri čemer se mi zdi, je stopilo v ozadje malo pač vprašanje, ki bi pa res moralo ostati v ospredju. Kaj pravzaprav sploh pomeni, mislim, kakšni so temeljni nameni izobraževanja, kaj sploh pomeni, mislim, učiteljeva vloga v tem najširšem pomenu besede. In jaz mislim, da nas bo situacija prisilila slej ko prej, da se o teh vprašanjih spet začnemo pogovarjati, zaradi tega, kot sem že prej omenil, ker živimo v svetu, ki nas v to sili. Skratka, ali bomo obstali kot humana bitja v tem, kaj bi človek rekel, posthumanem svetu, ko nam bo zavladala slej ko prej tehnologija, ki ne bo mogoče uiti, ali bomo skratka okrepili ta svoj humani vidik, ali pa bomo pač preprosto kot vrsta se pretvorili v nekaj drugega, kot smo danes. V tem kontekstu vidim tudi to. Hvala lepa. Imamo še koga, ki bi na Zoomu kaj hotel reči? Jaz namreč vas ne vidim. Lepa hvala. Torej vsem, ki ste se zahvalili, seveda zahvaljujejo se za simpozij, za zanimiv simpozij, super. Mi počasi tale popoldanski del peljemo h koncu. Če bi še dodali karkoli? Jaz bi pa še dodal, če... Halo? Tomaž, tvoj komentar smo pozabili. Ja, pa se lepo še ne bi končal, bom skušal biti, koliko se da jedrnat in bi se ravno navezal na to zadnjo točko. Jaz imam velikokrat občutek, da je pravzaprav to zatekanje v tehnicizem na nek način beg pred avtonomijo. In imam večkrat občutek, da to tudi nekako z poudarkom na teh takih operativnih vsebinah nekako študente že ne vede ropamo od tega, da bi se postavili kot osebnosti v razred, v kamorkoli, v pedagoško situacijo in preprosto sprejeli nase tudi tveganje
ki ga pravzaprav pedagoška situacija vedno prinaša. Zaradi tega, ker pedagoška situacija je dialog z drugim. Dialog z drugim že po Derridaju inherentno sabo nosi tveganje, odprtost. Če tega ni, imamo v resnici monolog, kjer drugega zlorabimo kot v tistem frejrem bančni zasnovi izobraževanja. No in tu bi zdaj to poanto, ki sem jo hotel povedati, ne, zdaj, koliko je pravzaprav artikuliranost posameznika pa res pomembna za njegovo formacijo, ne? Do te mere se mi zdi, da moramo parafrazirati Descartesa v govorim, torej sem. Človek je jezik, ki ga govori, je to izrekanje. In zdaj mogoče, veste, pri nas to tudi ne pride toliko do izraza zaradi tega, ker govorimo svoj jezik v šolah in tako naprej. Mislim, da smo relativno vseeno še dobro govorno podkovani, ne? Ampak takoj, ko pa opaziš recimo kakšne manjšine, ne? Ker ni ta prisotnost jezika, ker ni tako dobre artikulacije, ali pa recimo, ne, tale primer se mi zdi najbolj zgovoren, ne, primer sužnje lastništva, ne, ali pa Jamajke, ne, kjer vidiš, da ljudje sploh s svojim jezikom ne morejo na uradni ravni ničesar doseči, ker imajo pač nek patwa, ki sploh ni formaliziran, ne, in ga ne morejo uporabiti kot neke točke, skozi katero bi se sploh formirali ne kot individualen, ne kot kolektiven političen subjekt, ne. In tu se mi pa zdi, da v resnici, ne, ta vprašanja avtonomije, tehnicizma, artikuliranosti, pa potem res pridejo do nekih skrajno pomembnih dimenzij. In tu se potem izkaže, ne, koliko je dejansko pravzaprav artikulirano zgovorništvo povezano z neko samozavestjo, pa ne z tem bahaštvom, ampak enostavno z tem zaupanjem vase, bi rekel, ne, emersonovskim mogoče zaupanjem vase, da kot učitelj preprosto zmoreš stopiti v pedagoško situacijo, se v njej odkriti in sprožiti neko formativni proces izobraževanja. Hvala. Lepa hvala, zaključil si krasno. Spomnim se nekje, Aristotel točno o tem govori, kako govorec pravzaprav nikoli ne ve, kakšen bo njegov rezultat. In to tveganje, ki ga sprejme nase, je nekaj, kar se lepo da povezati. Ja, počasi smo torej pripeljali ta pogovor h koncu. Bili smo mi gostobesedni, nekateri malo manj, tudi to je del retorične situacije. Jaz se vam zahvaljujem vsem, ki ste vztrajali preko platforme Zoom, vsem, ki ste vztrajali tukaj, vztrajali v dvorani, svojima gostoma na Zoomu, svojima gostoma tukaj in na koncu povabim Igorja, da kot on rad reče, zaveže pentljo in zaključi tale simpozij. No. Kaj ne rečem, hvala lepa. Zdaj, če je kdo prebral program, kot je bil objavljen, je lahko prebral, da zdaj sledi zaključna slovesnost. Torej, jaz se bojim, da kakšne posebne slovesnosti tukaj ne bo, ne. Tudi fizična navzočnost v dvorani je daleč preskromna, da bi kaj takega dovoljevala. Ne vem, koliko je pa ljudi še na Zoomu? Mislim. Ja, no, 40 na 16. Ok, se gre. Tako da jaz bi to priložnost pač izkoristil, da se zahvalim predvsem. Tega še nismo naredili, niti ob koncu simpozijskega dela. Tehnični ekipi in organizatorjem z Univerze na Primorskem oziroma z Pedagoške fakultete, Matija in njegov tim, da tako rečem, in Andrej je tukaj le ni, Andrej še posebej, kolegom tam le v ozadju, ki so skrbeli za ozvočanje in tekoč potek dogajanja, in dodal bi morda to še, da namen je, da bi se prispevki iz prvega dela, lahko pa tudi iz drugega, če se razširijo, morda izdali v knjižni obliki, ampak to je še stvar dogovorov in pripravljenosti avtorjev, da te kratke prezentacije, torej 15-minutne, ustrezno razširijo. Skratka,
tisti, ki ste zainteresirani, boste o tem pravočasno obveščeni, zaenkrat pa lepa hvala in nasvidenje. Nasvidenje. Ja.